Pozdravljeni v vlogu številka 36. V tem vlogu bi vam rad malo predstavil na kratko, kako je potekalo moje potovanje po Ameriki. Mi smo potovali natanko 31 dni. Naše potovanje se je začelo torej v Zagreb smo šli z GoOptijem, iz Hrvaške, iz Zagreba smo poleteli do kar povej, do Amsterdama. Tam smo imeli prestop zelo hiter, smo imeli tako približno 1,5 ure samo časa. Iz Amsterdama smo šli pa do pa do katerega dela, lahko poveš? Boston. Tako, do Bostona. To je v bistvu mesto, v katerem je tudi univerza Harvard in še ostale znamenitosti. V Bostonu smo bili nekaj dni, nato pa smo šli od Bostona smo šli naprej do New Yorka. New Yorka, vendar mi nismo imeli hotela v New Yorku, ampak smo ga imeli v New Jerseyju. New Jersey, ker v bistvu New York in New Jersey povezuje en most, tunel, ja, oziroma tudi most, prek katerega smo se mogli vsak dan peljati, ko smo šli v New York. New York je pa neko središče, kjer je polno lučk in različnih vonjav, hrane in ostalih zadev. Po New Yorku smo nadaljevali potovanje v Washington. tako ja, Washington, kjer je tudi sedaj Trump. Washington DC. Washington DC, ja. Zelo čisto mesto, meni osebno najbolj čisto od vsega potovanja. Pa tudi zdaj je ful varno počistiti te brezdomce in ostale kriminalce. No, tam pa smo nadaljevali, lahko poveš? V Orlando na Floridi. Orlando na Floridi, tam smo se izposodili avto, potem smo šli pa do Tampe. Tam smo imeli pa vikend, v bistvu booking, manjši apartma. V bistvu kaj iz pravljice. Res ful lepa izkušnja, tega ne smete zamuditi, ko bom v naslednjih posnetkih predstavljal. Ja, iz Tampe smo šli pa do strica, našega malo daljšega, ne tako bližnjega sorodnika. V Tallahassee. Tallahassee, ja. On je v bistvu malo odmaknjen, ni čisto Živi blizu Havane. ja, ni čisto v središču mesta in to so neka taka majhna skupnost, bi rekel ene 20 do 30 hiš, kjer se vsi poznajo, vsi pozdravljajo in so res kot kot ena majhna družina, oziroma malo večja družina, res neka dobra skupnost. Tam smo res videli vse, kar se v Ameriki da videti, od različnih pištol, samostrelov do substanc itd., katerih sploh ne bom omenjal. V glavnem zelo, zelo dobra izkušnja, ker tega pri nas v Evropi ni. Plus peljali smo se z avtom, ki je v bistvu napol traktor ali pa kamion. Ja, od tam potem smo šli pa nazaj v Orlando, kjer smo dali avto nazaj. Prvič tudi preizkusili storitev Uber. Zelo dobra zadeva, bom povedal, kaj sem v nadaljevanju od Uberja dobil, kakšna promocija in kje smo jo koristili. Nato pa smo šli z letalom. Ne. Z busom. Z busom do Miamija. Ja, še Miami. Bil je še Miami.
Zadnja destinacija. Zadnja destinacija. Letalo sem pa pozabil imeti, smo imeli pa med DC-jem in Med- Orlandom. Orlandom in Washingtonom. Orlando je pa Na Floridi. od Washingtona, misliš, do Floride. Iz Washingtona do Orlanda, tako sem povedala. Sem že skoraj pozabil. Kje je Washington? Tukaj? Ti si malo slab z geografijo. Washington je tukaj, Orlando je pa Na Floridi. tukaj dol, ja. Aha, ok, pozabil, ja. Iz Washingtona smo šli do Orlando, ker to je na drugem modelu. Tam smo potem najeli avto, smo naredili ta trikotnik in potem oddali avto in se peljali z busom na Florido. Na Floridi, v Miamiju, natančno, smo bili pa vsak dan na Miami Beachu. Ker smo živeli na Ocean Driveu. Ja, na Ocean Driveu. Tukaj se potem tudi naše potovanje zaključi in z letalom iz letališča, ki se imenuje, Miami International Airport. ja, gledam še na zemljevidu, tako da nisem zato našel imena. Ja, od tukaj smo se pa pol odpravili nazaj do Pariza. V Parizu smo mogli čakati drugače 4 ure, ampak potem je bil še orkan, tornado in še okvara letala, tako da smo pol čakali 6 ur. In bom tudi pokazal slike, ko smo že potovali 12 ur, pa zaradi spremembe, pač zaradi unega zamika, smo prišli v Pariz že čisto uničen in nismo mogli nič in smo na tleh ležali. Vendar na koncu smo potem še Gopti zamudili zaradi te zamude. V Zagrebu. V Zagrebu nam niso vrnili nazaj, fuck off Gopti. In na koncu so nas pol prišli starši iskat, tako da se je vse srečno končalo. In smo prišli domov, sedaj pa naslednji dan snemam to video. Čau, čau.